Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Drzni zmagovalci predstavljamo zdravnika, ki je prvi podjetnik med zdravniki. Je tudi avtor zamisli o nekem centru, kjer bolniki in pacienti lahko dobijo vse na enem mestu. Temu bi Američani rekli shopping mall. Z nami je dr. Marko Bitenc, torakalni kirurg in doktor medicine. Doktor Bitenc, lepo pozdravljeni. No, dodajva k temu še, da ste tudi ustanovili prvi zdravstveni zavod Zdravje v Sloveniji in medicinski center Ljubljana, to je zdaj ta shopping mall, tako imenovani. Ampak ni shopping mall, je medical mall. Medical mall, ja. In kirurgijo Bitenc v prostorih klinike Golnik. Torej, povejte nam, gospod Bitenc, kakšni so bili vaši podjetniški začetki? Ker vi ste vendarle prvi podjetnik med zdravniki in prvi zdravnik podjetnik. Ja, moji podjetniški začetki so bili v bistvu v gostinstvu. Ko sem bil še specializant kirurgije še v letih prejšnje države in prejšnje družbene ureditve, kjer seveda ni bilo dovoljeno imeti zasebno zdravniško prakso, lahko pa si imel gostilno. Sem iz drvarnic v stari hiši na Kersnikovi, ki jih seveda nismo več uporabljali, ker smo se ogrevali že na centralno kurjavo, naredil manjši gostinski lokal. Najprej je bil samo šank, kafič, tako po domače, potem smo to razširili tudi v kuhinjo, tako da prve podjetniške izkušnje sem pridobival v gostinstvu in moram reči, da to je bila zelo dobra šola za mladega podjetnika, predvsem zaradi tega, da se zavedaš, kako pomembni so ljudje, ki upravljajo to storitveno dejavnost. Drugič, kako pomemben je nadzor nad prihodki in odhodki, da meseca ne končaš z minusom, in kako pomembno je ustvarjati presežek prihodkov in odhodkih, da lahko na normalen, naraven način širiš svojo podjetniško dejavnost. In to vam je šlo, ta bife je šel? To mi je šlo, dokler seveda ni šlo več, ker sem našel v življenju nove izzive in potem smo v nekem trenutku ta lokal se odločili, da ga ne vodimo več sami, ampak smo ga dali v najem. No, ampak medicina takrat v tej socialistični Jugoslaviji, da rečem pred osamosvojitvijo, še ni bila na tem nivoju, da bi lahko bila podjetniška dejavnost. Bila je ves čas na tem nivoju, ampak družbena ureditev je to prepovedala in samo ocenujem, da ta ideološki razlog, da zdravnik ne sme biti svoboden poklic, ker je zdravnik po mentaliteti svoboden človek, so to omejevala. Zanimivo je, da v istem času, naprimer, si brez težav lahko bil zasebni odvetnik kot pravnik. Naprimer, tudi na Hrvaškem so tudi v času Jugoslavije bile legalne zasebne zobozdravniške ordinacije. V naši majhni Sloveniji je tukaj bila vedno velika zavora, začasno sproščena, ki pa sam je vidite iz medijev, da se ta zavora ponovno vrača. In drugega razloga, kot to, da je to ideološki razlog, pač ne vidim. Zakaj je Slovenija tako ideološko trda? To sam sebe sprašujem praktično vsak dan, zdaj tudi svojega zelo odraslega življenja in si ne znam odgovoriti zelo natančno, ampak menim, da se ta trdost nezavestno ohraja strani določenih skupin, ki dejansko preko vseh možnih načinov vplivajo na mentaliteto ali pa javno mnenje državljanov na ta način, da je država tista, ki mora poskrbeti za vse, da je lastništvo države nad pomembnimi segmenti družbenih dejavnosti tista, ki bo to vse uredila. Sami pa vemo, da temu ni tako, da dokler so tudi pomembni deli gospodarstva bili v državni lasti ali pa bančništva, ni šlo najbolje, čim so prepustili vodenje neki svobodni podjetniški pobudi ali pa svobodni pobudi, so še tako
ogrožene dejavnosti gospodarske ali pa, če rečemo bančništvo, kjer je Nova Ljubljanska banka pod vodstvom zdaj gospoda Brodnjaka tipičen primer, kako se da, če se hoče, je to in očitno vsem ni to v interesu, da bi temu tako bilo in tako na nek nedefiniran način vzdržujejo splošno klimo v našem narodu. No in potem ste v nekem trenutku vendarle ustanovili zasebni zavod Zdravje. To ste bili 3 posamezniki? Ja, to ni bil kar nek trenutek, ne? Ja. To je bila kar posledica lastne verodostojnosti ali pa doslednosti. Namreč, ko sem še mlad zdravnik, specializant, seveda potoval po svetu, pa ne zelo daleč, tudi zelo blizu, naprimer v Beljaku, Celovcu, Trstu, sem vedno z navdušenjem opazoval na pročelih hiš table z napisi, ta in ta zdravnik, praksa, ginekolog, splošni zdravnik, zobozdravnik. In seveda v tistem času, ko smo mi diplomirali in potem živeli v tistih letih Jugoslavije, je to v bistvu v tistem trenutku neuresničljiv cilj. Zato sem v trenutku, ko je v samostojni Sloveniji bil sprejet nov zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ponovno po tolikih desetletjih legalizira osebno zdravniško prakso, seveda namudoma začel biti dosleden sam do sebe in iskati pot, kako bi to začel. In smo 3 ustanovili Zdravstveni zavod Zdravje, to je bil še moj kolega kirurg dr. Milje Čalič in pa pravnik Vinko Mur, nažalost oba pokojna in sem jaz še edini naprej živki, ampak naprej tisto našo skupno idejo realiziram in vodim. In Vinko Mur, ta pravnik, je bil najbolj zaslužen za to, da nismo ustanovili gospodarske družbe, ampak zavod, kajti zakon o zavodih, ki je bil istega leta sprejet, je dopuščal, da fizična oseba tudi lahko ustanovi zavod, katerega osnovni princip je neprofitno poslovanje. In prav definicija neprofitnega poslovanja je pri nas spet zaradi percepcije ne javnosti, celo menedžmenta, neko področje, ki zavaja davkoplačevalce. Neprofitno poslovanje v Sloveniji imamo za to samo en terminus, ki je neprofitno poslovanje. V anglosaksonski terminologiji obstajata dve podveji tega. Eno je non-profit management, ki je namenjen zlasti raznim subjektom civilne družbe, društvom in to, ki v bistvu dobrodelno, neprofitno vzdržujejo ali pa skrbijo za pomembne, rečemo, naravne ali pa kulturne znamenitosti. Neprofitno v naši dejavnosti storitveni je pa non-for-profit, kjer seveda se od profitnega praktično v ničemer ne razlikuje, še vedno, če upravljaš neko storitveno dejavnost po principu non-for-profit, neprofitno, je potrebno zagotavljati poslovanje, ki zagotavlja presežek prihodkov na odhodki, v narekovajih dobiček. Edina razlika od profitnega je, da lastnik ali pa ustanovitelj tega dobička ali pa presežka prihodkov ne sme nikoli konzumirati, to se pravi vsi ga izplačati v dividendah, ampak ga je treba izključno namenjati za razvoj dejavnosti. Po stroki, po opremi, po vseh teh principih. In to je kar velika prednost, da v bistvu imaš hudo motivacijo, da ustvarjaš presežek prihodkov na odhodki in veš, da ti ga lastnik ne bo vzel za zadovoljanje lastnih osebnih interesov. Tako da s tem nas je Vinko Mur takrat prepričal, da smo šli v zavod in dejansko v Zdravstvenem zavodu Zdravju seveda skrbimo, da zagotavljamo poslovanje, ki ima presežek prihodkov na odhodki, ampak vse te presežke vlagamo v stalni razvoj in tako smo rečemo v 30 letih, ko smo začeli pred 30 leti, dobrimi, že 32 leti, na nekih 200 kvadratnih metrih, zdaj v bistvu zagotavljamo javno zdravstveno službo zavarovanim osebam na približno 6000 kvadratnih metrih lepo in dobro opremljenih
prostorov za zdravstveno dejavnost. To je zdaj ta medical mall, če rečeva, ne? To je zdaj medical mall, ja. Center, ne? No, pa da prideva še počasi do tega centra, ki danes deluje v Ljubljani in je edini regionalni center, kjer vse na enem mestu človek dobi vse zdravstvene storitve, je tako, ne? Vi ste tudi vizavi Hrvaški, ste edini, ne? Ja, to je ta res koncept, ki smo ga razvili, ne, medical mall, ali pa če rečemo še bolj ameriško grdo one-stop shop, ne, v narekovajih. Ne. To se pravi, zagotovili smo ne samo v okviru Zavoda zdravja ali pa kirurgije v Bitencu, ampak tudi drugih izvajalcev javne zdravstvene službe, ki to upravljajo, da na enem mestu bolniku, ki potrebuje zdravstveno storitev, zagotavljamo vse. Spravimo iz primarnega nivoja specialiste družinske medicine, ki so lahko tudi izbrani zdravniki za zavarovane osebe. Imamo ginekologa, pediatra, zobozdravnika, imamo laboratorij, imamo lekarno, javni zavod, Ljubljanska lekarna, ki je prepoznal direktor to prednost, da se umesti k nam, in številne druge, ki seveda omogočajo, da imamo tudi celotno rentgensko diagnostiko, magnet CT, vse vrste ultrazvokov in praktično vse specialiste. Zdaj, nažalost, za vse specialistične dejavnosti nismo uspeli pridobiti koncesije. Ali pa ne še. Danes se celo bojimo, da nam bo še tiste, ki jih imamo, odzela. Ne. Zdaj, kaj pomeni koncesija? To je spet tak najbolj populistično zlorabljen terminus. Koncesija je tisti akt, ki zagotavlja, da pride vsaka zavarovana oseba ali pa vsak, ki ima sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonom, do zdravstvene storitve, ne da bi jo plačal iz žepa. To se pravi, če obstajajo prakse ali pa ustanove, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, pa nimajo koncesije, pomeni, da tja lahko pride samo, če plačaš iz žepa oziroma če imaš sklenjeno kakršnokoli privatno zdravstveno zavarovanje. To se pravi, če bi mi uspeli pridobiti koncesije in pogodbo z Zavodom zdravstveno zavarovanje Slovenije za vse specialistične dejavnosti, ki jih izvajamo, potem dejansko nihče ne bi za storitev plačal nič iz žepa, z napotnico bi se to opravili. In to vam govorim zaradi tega, ker iz tega izhaja spet naslednja taka populistična aktivnost, naprimer definicija javnega zdravstva. Ne. Verjetno se boste strinjali, da je v našem medijskem prostoru, tiskanem, gledanem, slišanem, nekako se uveljavilo, da je javno zdravstvo enako državno lastno zdravstvo. To se pravi, da je javno zdravstvo samo tisto, ki jo izvajajo javni zdravstveni zavodi, ki so v državni oziroma občinski lasti. In to je največja napaka. Javno zdravstvo definira javno zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja vsaki zavarovani osebi, ki na popolnoma solidaren način vsak mesec plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. To se pravi postopnje, ne pa nominalno, kar bi bila vzajemnost. To se pravi, da tudi tisti, ki plačuje 30 evrov na mesec, mu pripadajo enake pravice kot tistemu, ko zasluži 5000 evrov na mesec. To se pravi, vsaka zavarovana oseba mora dobiti kakovostno zdravstveno storitev v trenutku, ko jo potrebuje, ne da bi za to karkoli plačala iz žepa. To je definicija javnega zdravstva. Nikjer ni javno zdravstvo definirano na podlagi tega, kdo je lastnik ustanove, ki izvaja javno zdravstveno službo. Tako da edina privatizacija javnega zdravstva, do katere prihaja v naši družbi, je posledica tega, da zavarovane osebe ne morejo dobiti zdravstvene storitve kakovostne v času, ko jo potrebujejo, ne da bi jo plačali iz svojega žepa, in jo morajo, če hočejo dobiti, plačati iz svojega žepa ali biti privatno zavarovanje. In to je edina privatizacija, ki se nažalost zaradi čedalje slabše dostopnosti do javnih zdravstvenih storitev ta problem še povečuje, in to je edino področje, kjer prihaja res do neupravičene razslojenosti našega prebivalstva. Če potem še upoštevamo, da seveda nekomu, ki je na socialni lestvici višje uvrščen ali pa ima pomembnejši narekovajih položaj v družbi,
še lažje pride do teh Po zvezah. Ja, po VIP, Ja. vsi vemo, potem se ne skrivamo. Ne? In to je edini pogoj. In zdaj jasno, če bi vsak lahko prišel do zdravstvene storitve, ko jo potrebuje, ne, z napotnico ali pa s kartico zdravstvenega zavarovanja, mi verjemite, da nihče ne bi šel plačati žepa tega ali pa sklenil privatnega zdravstvenega zavarovanja. Ne. In to je edini recept za rešitev. In glede na to, da nismo neka nerazvita država, ampak se z našim bruto družbenim proizvodom tudi na prebivalcev uvrščamo med bogate države, v resnici ne vidim razloga, zakaj je temu tako. Sem prepričan, da je finančnih sredstev dovolj za to, da bi vsak dobil zdravstveno storitev, ko jo potrebuje, ne da bi jo plačal žepa ali pa ne da bi bil privatno zavarovan. No, zdaj ste se že lotili te reforme ali pač teh sprememb, ki se obetajo, ne? In kar se tiče zavarovanja, nas je doletela neka reforma z nekim prostovoljnim zavarovanjem, ki je postalo obvezno. Ne? Zdaj, kaj za to dobimo? Praktično nič, ne, oziroma še vedno nič, moramo čakati v vrsti na napotnico k družinskemu zdravniku. Če ne pridemo na vrsto, ko se nam mudi, moramo še iz lastnega žepa dajati. To je zdaj cela drama postala za ljudi in ljudje, ki tega, tako kot ste rekli, ne razumejo prav ali pa razumejo na drug način, so popolnoma že apatični. Rečejo, v redu, lej, bom plačal in je res, ne, po liniji najmanjšega odpora plačujejo tisto, kar je obvezno in potem še iz svojega žepa. Kako bi mi pravzaprav rešili to kvadraturo kroga? No, ni ravno po taki najlažje plačuje, zato ker zakonsko določene. Ja, ker morajo. Ampak tako, jaz nisem človek, ki bi kritiziral, ne. V končni fazi politiki po vsakih demokratičnih volitvah dobijo mandate, ne, dobijo velika pooblastila in še večjo odgovornost, da uredijo stvari, ki jih potem državljani čutijo v vsakodnevnem življenju na svoji koži, na svojih občutkih. Jaz lahko sam povem, da jaz tega ne bi rešil na tak način, kot rešujejo zdaj. Ne. Če me kdo vpraša, tudi z veseljem dam na svet, ne politični, ampak, ja, povejte nam ga. ampak ekspertni, če me nihče nič ne vpraša, saj smo, voda vedno teče dol, saj se vedno nekako znajdemo. Tako da jaz mislim, da že v teh uvodnih besedah sem vam že povedal vsaj izhodišče, kako bi se jaz tega lotil. Jaz, ko sem naravoslov, zdravnik in še posebej kirurg, seveda se vedno trudim pred začetkom zdravljenja postaviti pravilno diagnozo na podlagi ustreznih diagnostičnih metod. Te diagnostične metode seveda obstajajo, ne? In zagotovo, če smo mi z referendumsko odločitvijo stopili v skupnost držav, kjer vladajo 3 osnovni principi, ki temeljijo na svobodi, ne? In to je zanimivo, svoboda je tudi ime vladajoče stranke trenutno, temeljijo na svobodi pretoka blaga, storitev in delovne sile. To se pravi, že tako iz vesolja si upam trditi, da če samo na enem področju pomembnih družbenih dejavnosti na podlagi napačne diagnoze rešuješ zadeve v nasprotju s temi 3 svobodami, to se pravi znotraj družbe, znotraj enega segmenta, da nekaj preprečuješ administrativno, ne, to že intuitivno ali pa čustveno seveda lahko veš, če imaš neki čustvene inteligence, da to nikoli ne more biti rešitev. Kajti družba je živ sistem, kjer veljajo vsi osnovni zakoni narave in jih moraš nekako upoštevati. Z administriranim prepovedmi ne moreš rešiti tega, da bo boljša dostopnost, rečemo do zdravstvenih programov, še posebej v dejstvu, da je finančnih sredstev po moji oceni dovolj, da bilo temu bolje, ampak bi moral res zagovarjati svobodo, ne pa prepoved, in bi se vse rešilo. Če me bo kdorkoli ali pa katerekoli politična koalicija daj vprašala za ekspertno, ga bom z veseljem, ne bom pa napadal, ker se na končni fazi je tudi nemogoče zdaj pričakovati, da bo nek Marko Bitenc kreiral
zdravstveno reformo, ki jo kreirajo druge sile, ali pa sile z drugo filozofijo življenjsko ali pa z drugimi pogledi. No, zdaj ste govorili, da vas bomo lažje razumeli, o prostem pretoku zaposlenih, zdravnikov, ne, da bi delali kjerkoli. To se zdaj prepoveduje, ne, to ste mislili. Kako vi gledate zdaj na to prepoved teh tako imenovanih, grdo rečeno, dvoživk? Mislim, jaz to dvoživke je želil odnos, ki vemo, da ga je lansiral Keber, ne? Ampak jaz gledam na prvem mestu v bistvu ustavo in krovno delovnopravno zakonodajo, ne? Ker vsi vemo, da ima vsaka državljanka pa državljan Republike Slovenije ustavno pravico do svobodne podjetniške pobude. Vemo, da ima vsak državljan zagotovljeno z ustavo pravico, da si sam zbere, kdo ga bo zdravil, ne? In vemo, da imamo krovno delovnopravno zakonodajo, ki ureja zelo transparentno pravice in dolžnosti, rečemo, javnih uslužbencev, ne? In da ti na podlagi napačne diagnoze, brez kakršnih projekcij, kaj bo to pomenilo za dostopnost do javnega zdravstva, to reguliraš z, rečemo, jaz bi rekel temu zelo, posilstvom ustave in delovnopravne zakonodaje, ki velja za vse javne uslužbence, namesto da bi se lotil principov korporativnega upravljanja in prepoznal potrebo, da za zdravstvene strokovnjake, ki upravljajo pomembno javno dejavnost, poleg statusa javnega uslužbenca ali pa čistega zasebnika uvedeš po primerih ali pozorih iz držav, jedrnih držav Evropske unije, neke druge delovnopravne položaje, ki bi dajale tako zdravstvenim strokovnjakom kot menedžmentu orodja, da dvigujejo produktivnost državnega dela javnega zdravstva. Rečemo tudi po vzoru, kot mi to delamo, ne, so se odločili, da bodo šli rajš s prepovedmi, diskriminacijo zasebnih izvajalcev javne zdravstvene službe in tako naprej. Tako da, kot sem rekel prej, ne, svoboda mora biti svoboda, ne mora biti svoboda prepoved. Ja, no, če greva, ker je to pač podjetniški pogovor, tudi na te vaše začetke podjetniške v Zavodu zdravje, tam ste tudi hitro ugotovili, ne, da je vendarle dobro, da je več prihodkov kot odhodkov, ne. Kako se zdaj zgodi, da je recimo poslovanje teh zasebnih zavodov vendarle bolj ekonomično kot pa recimo nekega državne ustanove? Vendarle zdaj vi več prihranite, bolj izkoristite čas, vse dobrine, kar imate. Do česa ste vi prišli kot podjetnik v zdravstvu? No, jaz mislim, da v javnem zdravstvu, ne glede na to, je državni ali zasebni, ne moramo govoriti o prihrankih, ampak moraš govoriti o pogojih za visoko kakovost in produktivnost v končnem interesu uporabnika, ki je pacient. Zdaj seveda biti v državni lasti, ne, to je neke vrste, rečem, inkubatora, ne, ker veš, ne, da tudi če boš končal poslovno leto z negativnim izidom, ne, te bo v skladu z zakonom o zavodih preslej morala država, lastnik, ustanovitelj iz proračuna dokapitalizirati ali dofinancirati. Kar se dogaja. In to se je dogajalo vseh 30 let, ne. Seveda za te obdobne negativne poslovne rezultate jaz ne krivim toliko menedžmenta kot v bistvu regulatorja, ki je država, ne. Kajti glede na to, da za vse osnovne elemente uspešnega poslovodenja na podjetniški način mora vedno imeti direktor, menedžer v rokah kadrovsko politiko, a ne, sistem nagrajevanja, spodbud in kazni in pa investicije za izvajanje narekovajih proizvodnih procesov, ne. To se pravi, tega direktorji javnih zavodov nimajo. Imajo zelo rigiden sistem zakona o javnih uslužbencih, zakon o plačah v javnem sektorju in vse kolektivne pogodbe, a ne. To se pravi, nimajo ključnega menedžerskega orodja, da bodo lahko, a ne, nagrajevali dobre ali pa manj nagrajevali slabe. Cel investicijski ciklus je odvisen centralizirano spet od države, od ministrstva, ki je ustanovitelj in lastnik javnih zdravstvenih zavodov, tudi tega ne imajo
v svojih rokah. A ne. In tudi prej so ujetniki zaposlenih kot pa njihovi voditelji, pa ne zato, ker ne bili sposobni, ampak ker ne morejo. In zato bi bilo potrebno nasloviti delovanje državnega dela javnega zdravstva z uveljavo osnovnih principov podjetništva, to se pravi korporativno upravljanje, da je res država kot lastnik, je lastnik, potem nadzira delovanje javnih prek Svetozavoda, kjer bi morali sedeti eksperti z ustreznimi kompetencami in z ustreznimi navodili ustanovitelja, in te bi morali nadzirati, rečemo, produktivnost, kakovost, anomalije, če kdo dela na večjih mestih brez soglasja in vse ostalo, in tudi sledi doseganju ciljev. Zdaj, osnovni in edini cilj odločevalcev na področju javnega zdravstva bi moral biti stalno sledenje cilju čim boljše dostopnosti pa čim boljše kakovosti zdravstvenih storitev. Zdaj, vseh podatkov, ki so javno dostopni, lahko sami ugotovite, kako uspešni so na tem področju. Zanesljivo pa s prepovedmi bodo nepredvidljivo poslabšali okolje, kjer vsi zdravstveni strokovnjaki, to se pravi od strežnice, čistilke pa do direktorja, delujejo. No, tudi vi ste v svoji karieri delali na več področjih, bili ste v kliničnem centru UKC Ljubljana in pa seveda ste delovali kot strokovnjak tudi na Golniku, tudi v Medikorju. Zanima me to, velikokrat slišimo, da zdravstvena zavarovalnica pač ne plača dovolj nekih posegov, zato so ljudje, strokovnjaki, zdravniki na nek način prisiljeni, da delajo tudi drugje, da v bistvu vzdržijo ta svoj fitness, da so pripravljeni, da vzdržijo to znanje, prakso. Kako vi gledate na to? Jaz tukaj se s tem vašim vprašanjem se ne strinjam. Vsaj zadnjih 10 let velja, da zdravstveno zavarovanje Slovenije da na razpolago celo več finančnih sredstev, kot jih izvajalci javne zdravstvene službe uspejo porabiti. To se pravi, vsako leto nerealiziranih finančnih sredstev stane od 5 do 8%, kar pomeni v nominalno kar nekaj 10 milijonov evrov. To se pravi, da če je to veljalo pred 10 leti, ni krivda temu. Krivda je edino to, da mogoče Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bi moral bolj aktivno kupovati določene programe zdravstvenih storitev, tukaj ni toliko aktiven in se velik del zdravstvenih storitev izvaja kar po inerciji. To, da pa hodijo zdravniki radi delati tu drugam, to je mogoče zmotna percepcija javnosti, da hodijo to delati prvenstveno zaradi dobrih zaslužkov. Seveda, to je tudi pomembno, ampak jaz poznam številne kolege in tudi sam se spomnim še svojega obdobja v kliničnem centru. Zelo pogosto bi prevladujoče radi delali več, pa ne morajo, ker je v bistvu to timsko delo, in če ti management ne more organizirati, da imaš ti na razpolago od strežnice, inštrumentarke, rečemo anesteziologa, radiologa in vsega tega v celem timu, potem se proces ustavi ali pa se volumen pade in se tako. In če vidiš veliko povpraševanje ali pa potrebe našega prebivalstva po zdravstvenih storitev, in če ima tak, ki je zelo aktiven in želi delati cel dan in dober si lahko res, če delaš veliko, to je tako kot vrhunski šport, potem si iščejo priložnosti drugje. Ampak tudi če je drugje, to pomeni, da zavarovana oseba saj pride do storitve. Tako da v kakršnikoli konkurenčnosti, dokler imaš toliko večje povpraševanje od ponudbe, je sploh meni nerazumljivo, da sploh govori o konkurenčnosti na področju javnega zdravstva, dokler je povpraševanje toliko večje, kot lahko dobijo. In če pa tega povpraševanja ne bilo toliko več, ali pa če bi bile potrebe, dostopnost ustrezno urejena, tako nihče ne bi šel nekamor drugam, niti od zdravstvenih strokovnjakov izvaja dejavnosti, niti bolniki ne bi plačevali žepa teh storitev. Se ni noben tako nor. Vi ste ustanovili tudi kirurgijo Bitenc, še vedno ste direktor kirurgije Bitenc in pa seveda tega Zavoda zdravje. Zakaj ste v obeh teh podjetjih?
Z obeh teh podjetjih sem, zato ker sem pač od začetka bil ustanovitelj zdravja, od drugih sem edini ustal, kirurgijo biten sem pa direktor, ki sem jo spet začel. Jasno, ne bom večno, bom počasi predajal na druge in že predajam. Rečemo, na kirurgiji Bitenc imamo 13 specializantov v okrožju, prejšnji teden je ena naša specializantka končala specializacijo iz splošne kirurgije, imamo že enega specialista iz torakalne kirurgije, tako da kot na podjetniški način tudi sami skrbimo za kadrovski bazen, da se ne konča vse takrat, ko greš ti v penzijo. Tako da imamo na enem in drugem področju veliko število potencialnih naslednikov in tudi bodo počasi prevzemali vodenje. No, ta medicinski center Ljubljana, ki ga vidimo ves čas tu na slikah, nahaja se v Ljubljani na Vilharjevi ulici, praktično podzemno. Kako ste vi prišli do teh prostorov? Ja, ko smo mi smo imeli prve prostore na vogalu Parmova Smoletova, v bivši obratni ambulanti IMP-ja, ki smo vzeli v najem. Jasno, za razvojne dejavnosti so postali tisti prostori premejhni, utesnjeni. Zdaj, glede na to, da imamo v zdravju koncesije za področje družinske medicine in zobozdravstva, seveda smo bili omejeni pri iskanju novih prostorov, da mora biti to v občini, bivši občini Ljubljana Bežigrad. Potem sem iskal prostore, kjer bi bile vse zmogljivosti v eni etaži, ker vem, da vsako nadstropje pomeni slabšo kakovost za uporabnika, za zaposlene, pa tudi podraži vse procese dela. In ko sem našel te prostore v eni etaži tukaj na Vilharjevi, seveda sem potem sprot, ko sem se odločil, da gremo v te prostore, še ugotovil veliko dodatno vrednost tega, da v bistvu in poleti pri hlajenju in pozimi pri ogrevanju imamo kar velike racionalizacije, ker je seveda manj vroče v kleti poleti in manj mrzlo. Tako da to se je skladalo. Nimamo vzdrževanja oken, nimamo vzdrževanja strehe, ker smo pač pod zemljo, in ko so mi arhitekti zagotovili, da bo občutek svetlobe, svetlosti se da narediti z osvetlitvami, potem sem to pristojno se izkazali kar za dobro. Tako da imamo mi vse v eni etaži in to je velika prednost za in zaposlene in še bolj pa za bolnike naše. Torej, tu so zdravniki s koncesijo, pa tudi drugi zasebniki. Kdo lahko pride tja, z napotnico ali pa samoplačniško? Ja, to je vse odvisno od zakaj imamo koncesijo in pogodbo z ZZS. Jaz osebno si želim, da bi za vsa področja, kjer delamo, dobili koncesije in pogodbe z ZZS, ampak kot sami vidite, ta hip se prej bojimo, da bomo še te izgubili, kot da bi kakšne nove pridobili. Kakšna je bila reakcija bolnikov, pacientov? Ja, pacienti so zelo, tisti, ki so šli z nami že iz prejšnje lokacije, so zelo pozitivno sprejeli, so zadovoljni, novi, ki prihajajo, pa tudi so zelo zadovoljni. Ja, zanimivo je, da se praktično tega ne vidi na zunaj, ker je pod zemljo. To je zanimiva stvar, tako da ljudje, ki hodijo tam mimo, v bistvu, če ne koristijo teh uslug, pravzaprav niti ne vedo, da je pod zemljo cel kompleks, kot ste rekli, vaših 4500 kvadratnih metrov, pa še dodatnih 6000, to je celo medicinsko mesto. Ja. Vas je že kdo kopiral, ali ste vi dobili kje to zamisel, mogoče v Ameriki? Ne, kopiral, ne vem, če me že je kdo, mislim, da še ne, ampak v bistvu kot podjetnik gledaš vzorce, ker to je le storitvena dejavnost, gledaš vzorce in če se spomnimo, rečemo še zadnjih let Jugoslavije, pa prejte samostojnosti, smo bili še navajeni vsi hoditi v majhne trgovince, v butikce in vse to, ampak čim se je pojavil BTC, se je videl vzorce, da se je vse spraznilo, To se pravi, nekako sem rekel, se verjetno, jasno, tukaj mi prodajamo zdravstvene storitve, tam prodajajo druge storitve, ampak verjetno, ker tudi ta koncept prehaja iz Amerike, iz shopping mallov, verjetno je to pisano na kožo uporabnikov in pacient je uporabnik zdravstvenih storitev in verjetno prej se bo izkazalo, da bo to konkurenčna
prednost, pa prednost tudi za bolnike, da jim lahko zagotoviš vse na enem mestu. To se pravi, da če prideš, rečemo, od specialista družinske medicine, ne vem, 7 napotnicami in iščeš pol, kje boš to dobil, tisti, ki želi priti k nam na recepcijo in mu mi zagotovimo termine. To se mi zdi dodana vrednost za uporabnika, ne, pa konkurenčna prednost proti ostalim. In to tak zdaj kompleks Medical Malla, ne, v bistvu tudi zagotavlja stalno povečevanje pretoka. In seveda tudi vsi drugi, ki so se potem odločili, da kupijo ali pa najamajo prostore pri nas, ne, imajo veliko od tega, ne, da večji promet. Kar se pa tiče drugega pomembnega aspekta, ne, to, da nas je tukaj zdaj kar veliko različnih zdravnikov na isti lokaciji, ne, pomeni kompenzacijo, rečemo, tistega dela strokovne komunikacije, ko sem jaz bil primer še v kliničnem centru, ne, ko si bil neka skupina. Ne. Tukaj nas je zdaj že toliko zdravnikov različnih specialnosti, da ta tudi strokovna komunikacija ali v interesu bolnika ali pa v lastnem strokovnem interesu ves čas poteka zelo na neformalen način, greš, potrkaš, kaj misliš ti, to, kaj bi ti naredil, a bi ti to, pa tako in to veš poteka, tako da mislim, da je to bil kar dobro dosežen koncept iz vseh različnih aspektov. Ne. Pa še en aspekt je, še ena možnost se tu ponuja, mogoče niste niti sami na to pomislili, to je tako imenovani medicinski turizem, ker v svetu obstajajo neki moli, recimo estetska kirurgija in tako naprej, na Tajskem ljudje gredo prav tja, si presidajo lase ali pa popravljajo zobe in tako naprej, ampak je tudi vse na enem mestu, je neke vrste mol, ne? Tako da mogoče to ponuja tudi to možnost. Imate že kakšna povpraševanja, da bi kdo prišel z Hrvaške sem ali odkot drugod? Povpraševanje imamo zlasti strani vseh tujcev, ki pridejo živet v Ljubljano. Prve slej pridejo prositi, če mi lahko mi skrbimo za njih. Kar se tiče pa samega tega medicinskega turizma, je pa bolj aktualno za ta del, kirurški del. Tako da hodijo k nam na operacije, seveda skoraj izključno, ne, bolniki iz jugovzhodnih ali pa jugozahodnih delov bivše skupne države, to se zlasti Kosovo, Makedonija, pa tudi Srbija, to iščejo, a ne, ker še vedno, a ne, seveda smo pri nas na kirurgiji biten cenejši od, rečemo, Avstrije, Nemčije in Švice. Najpomembnejši dejavnik je pa, da lahko komuniciramo, ne, to se pravi, da mi še vsi znamo ta naš prejšnji skupni balkanski, srbsko-hrvaški ali hrvaško, si tudi oni ga v glavnem. Edin zdaj ta zadnja mlajša generacija, ki prihaja z Kosova, pa je striktno angleščina, ne znajo več srbskega. Tako. No pa to so te operacije, recimo krčne žile, take krajše, ne? Da ni neke ležalne... V glavnem hodijo na večje operacije, rečemo, če dobijo pljučni rak, za velike golše, za take stvari, hodijo zlasti na operacije. Te manjše operacije, to mislim, da so kar vsi zadovoljni, tudi lokalno, pa če rabijo kakšna resna bolezen, pa pridejo. No, eden od modelov je tudi ta, uvedli ste tako imenovani paket, to je pa tudi zelo zanimivo. Povejte nam, kaj je to? To je paket pravočasno, ne? To je kompenzacija za tiste dejavnosti, za katere ne uspemo pridobiti koncesije in pogodbe za zdravstveno zavarovanje Slovenije, to se pravi samoplačniške ambulante. Samoplačniška ambulanta je neka velika anomalija, ne? Da ti iz žepa plačaš, ne? In je zlasti značilnost nerazvitih držav. To se pravi, mi ponujamo našim potencialnim uporabnikom paket pavšalistov, to se pravi, da postanejo naš komitent in za mesečno nadomestilo, mislim, to zdaj okoli 25 €, ne, dobijo možnost obiskovanja naših drugače samoplačniških ambulant, za katere nimajo koncesije, ne da bi za to kaj doplačala. Ne. To kompenziramo out of pocket plačilo iz žepa. To se pravi, nekdo se javi pri vas, sklene pogodbo, vidi, kaj mu pripada, ne, in za razliko od, rečemo, privatnih zdravstvenih zavarovanj, pri nas ni potrebno izkazati škodnega primera, to se pravi, ni treba, da imaš napotnico ali karkoli veljavnega, dovolj je, da sam se počutiš potrebo po pregledu in lahko prideš. In druga značilnost je, da jasno, mi znotraj našega centra zagotavljamo te storitve, ne, to se pravi, ne pošiljamo pošiljamo potem, rečemo, iz nekega
klicnega centra na podlagi po 3 različnim izvajalcem po Sloveniji, ampak vse dobijo pri nas z našimi strokovnjaki, z našo organizacijo v naših prostorih. Koliko ljudi že koristi ta paket? Mislim, da jih je okoli 1300 zdaj. In vsi iz Ljubljane? Ali Ne, so tudi iz drugih, vse se pripeljajo. No, se ta zadnji dejavnik, zakaj smo se odločili za te prostore, pa je, da smo na tromeji 3 bivših občin, to se pravi center, Bežigrad, Moste, in da do nas lahko pride vsak v 5 minutah peš iz avtobusa ali pa železniške postaje. Tako da na to lokacijo je tudi zelo dober javni dostop, podhod, železniška postaja. In še zdaj samo obeta vse novo. Že to je in to se tudi pozna. Vsak lahko pride iz kjerkoli iz Slovenije z avtobusom ali pa z vlakom. Ker je to seveda podjetniški pogovor, nam lahko poveste kaj o prometu, koliko ste imeli lani prometa na zavodu pa na kirurgiji? Na zavodu smo imeli lani okoli slabe 4 milijone, na kirurgiji pa 10-11 milijonov. Kam vas to uvršča? Med srednje velika podjetja pa med večje izvajalce. Med srednje velika podjetja smo se prebili, tako da letos moramo že prvič delati revidirane poslovne zaradi zakonodaje, izkaze, pa med večje izvajalce, zasebne izvajalce, javne zdravstvene službe. Torej, vi ste največji podjetnik med zdravniki oziroma najmočnejši zdravnik med podjetniki. Kako bi se vi opredelili? Med največjimi, ker naprimer Medicor je večji, po obsegu poslovanja, ki je tudi moja prijateljica in kolegica profesor Zorčeva, ki je tudi zdravnica. Potem je pa še kar nekaj takih primerljivih. Arbor Maja, dr. Senekovič, moj kolega, je tudi že zelo blizu tega in jaz si želim, da bi bilo še več takih. Na Bledu je tudi? Na Bledu, ampak to je bil ustanovitelj tega diagnostičnega centra Bled, je bil tudi moj kolega in prijatelj dr. Gorenšek, ampak je žal že pokojen, potem so njegovi potomci to prodali najprej nekim Madžarom, Madžari pa zdaj državnim firmam, to se pravi lastniki diagnostičnega centra Bled sta zdaj, mislim, da zavarovalnica Triglav pa zavarovalnica Sava ali Sava Re. To se pravi, niso več zdravniki, lastniki. Jaz imam nek drugo strategijo, da želim ohraniti, zdaj tudi naziv kirurgija bitna, da želim, da to nekako, ker smo ustvarili, pa bomo ustvarili, da ostane. No, kako gledate vi na to, recimo, so tudi recimo nek zelo znani finančnik, ki je bil minister za finance, je tudi, ima velik vložek in je lastnik in vsi praktično zdaj vlagajo v te neke medicinske centre. Kako vi gledate na to? Kjer finančni minister pa je? Mislim, da je to gospod Simič. Simič, pa ni bil minister, Simič je bil pa šef Fursa. Ja, pa tudi finančni minister nekam. Bil je že veliko funkcije že imel, ampak recimo, kako vi gledate na to? Da je to dober posel, se splača vložiti? No, jaz mislim, da glede na to, da smo mi z gospodom Simičem tudi prijatelja in sva redno na zvezi, je mogoče glede na najine pogovore tudi mogoče slabo ocenil priložnost. Dejansko je to zelo specifičen in zahteven podjetniški način voditi zdravstveno. Jaz upam, da mu bo uspelo in sem vesel. In tudi zdaj, zaradi tega, ki je solastnik tega centra, tudi z vidika financ in davčne zakonodaje malo globje bil prisiljen zavrtati to, že in bo še bolj pomembneje prispeval k tej regulativni. Sem pa vesel, da se odločajo, zakaj ne, če ima sredstva. Zaenkrat smo glede izvajalske strukture podhranjeni v Sloveniji. In to pove samo to, da še tistega, kar je denarja, ne uspemo ali pa ne uspejo razdeliti za plačevanje zdravstvenih storitev. To se pravi, to se splača kot vložek, kot finančni vložek, podjetniški. To je odvisno od tistega, ki bo vodil, to bo on videl sam. Ampak morate tudi vedeti, da kakor jaz vem, on ni sam, ampak sta dva partnerja. Ima zdravnico za partnerco, ki je bivša predsednica zbornice, zelo znana Gordana Živčec-Kalan, tako da mislim, da je on šel v to, da ne bi šel on v to nikoli sam, če ne bi imel za partnerja nekoga, ki vsaj malo pozna delovanje, in to je doktor Kalan Živčec sigurno pozna.
No, kako vi gledate na to mogoče umetno ustvarjeno dilemo, vedno, ko se išče direktorja, recimo kliničnega centra, je velikokrat debata, ali naj bo to zdravnik, ali naj bo to nek ekonomist? Jaz mislim, da temeljna izobrazba ne sme biti, lahko je zdravnik ali pa ekonomist, ampak ne sme biti niti zdravnik, niti ekonomist, če nima poglobljene dodatne izobrazbe za upravljanje velikih sistemov, pa če nima večletnih izkušenj z vodenjem velikega sistema. Sama temeljna izobrazba lahko je matematik, fizik, ekonomist, pravnik, zdravnik, ni tisti dejavnik, ki bi moral prispevati. Ampak tukaj smo mi spet sužnji te regulative. To se pravi, tudi direktor kliničnega centra spada v zakon o javnih uslužbencih. Tudi on nima, rečemo, če gledamo, da klinični center, mislim, da obrne že 700-800 milijonov na leto, to je velik sistem, in velika odgovornost. In rečemo, že zmanjšanje presežka odhodkov na prihodki za rečemo 2-3%, je to velika masa denarja, in seveda zahteva tak angažment, tako odgovornost, prvič ustrezno redno plačilo, pa tudi spodbudo za doseganje ali pa preseganje začrtanih rezultatov, kjer bi morali biti zastavljeni dostopnost, kakovost, volumni, ali pa kaznovanje tudi za nedoseganje ali pa celo razrešnica. Tega pri nas ni. Jaz, ki se imam za kar, rečemo, poznavalca tega vodenja, jaz na primer si ne bi upal nikoli obuti čevljev direktorja UKC Ljubljana. Ker nimam nobene izkušnje za vodenje tako velikega sistema, rečemo, to je primerljivo z Mercatorjem, ali pa s Petrolom, ne bi si ob moji temeljni izobrazbi medicina, specializacija iz kirurgije in pa menedžer amatera, ker sem se v bistvu brez formalnega izobraževanja nekaj naučil, vodenje tako velikega sistema si ne bi upal prevzeti. Mogoče za člana uprave, da bi kaj pomagal, ampak da bi pa bil ti glavni odgovor. Teh čevljev si jaz ne bi upal. No, pa kakšni jih pa obujajo, ne? So nagovorjeni strani politike mogoče. No, lejte, zanimivo je tole vprašanje. Zdaj te dni je Nika Kovač, gospa, ki je aktivistka, v bistvu na povabilo javnih zdravstvenih zavodov oziroma Združenja zdravstvenih zavodov predavala o odpornosti zdravstva. In ti direktorji so jo poslušali. Bi jo vi poslušali? Jaz bi z veseljem poslušal. Jaz verjamem v odprt dialog, v vljudno in pozorno poslušanje še zlasti tistih, ki mogoče diametralno nasprotno svetovnonazorsko razmišljajo kot jaz. Jaz verjamem, da mi kot zelo majhna družba smo še veliko bolj občutljivi na hude polarizacije, ki se nam dogajajo iz raznih interesov. In tudi iskreno, jaz mislim, da demokracija je lahko najuspešnejša izmed vseh slabih družbenih ureditev, če je izpolnjen en osnovni predpogoj. Kulturni, razsvetljenski dialog brez sovražnosti, brez nestrpnosti. In še posebej pozorno moraš poslušati tune, ki mogoče nekoliko drugače razmišljajo. To velja za obe strani. Naš bazen je tako majhen, da če ga še razdelimo na dva pola, je še toliko manjši, da ne bomo uspeli dobiti sposobnih rešiteljev našega naroda. In tudi izkazalo se je, zgodovinsko se je izkazalo, da smo mi v bistvu zelo uspešen narod, ker smo v bistvu v času največje in najhitrejše globalizacije šele dobili tretji najpomembnejši steber narodne identitete, to je država. In to geopolitično na področju, ki je najbolj občutljivo na stari celini. To se pravi, jaz ko gledam, da na tromeji, kjer je točka med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. To je edina točka na svetu, kjer se tri največje etnične skupine stikajo. Avstrija kot Germani, ki grejo do Nordkapa, Italijani kot Romani, ki grejo do Južne Amerike, in mi kot Slovani
ki segamo do Sibirije, vzhodnih mej Vladivostoka. Rusije. Da se pravi, da smo mi kot tako majhen narod pa vedno živeli pod drugimi, ali Italijani, ali Nemci, ali če hočete Srbija, da smo uspeli v času največje globalizacije doseči svojo državo. In tega se premalo zavedamo, da smo unikum, tega ni nikjer. To se pravi, tudi na področju velike Rusije so bili številne narodne skupine večje od nas, pa so jih požrli, ali pa na področju Nemčije zgodovinsko. In tega bi se morali zavedati, da bi se ohranili, ne rabimo zunanjih sovražnikov, ampak moramo znotraj postati vsi prijatelji. Tako da iz tega vidika jaz mislim, da moramo biti ponosni, da smo Slovenci, da smo dosegli veliko in da moramo vložiti vse napore, da se nehamo kregati med sabo. In da je popolnoma normalno, temu se reče naravna diverziteta, da smo vsi različni. In moramo to spoštovati in se pogovarjati, in z levimi, in z desnimi, in s civilno družbo. In moramo ostati iskreni in dobronamerni, če hočemo obstati. Tako da jaz imam tle tak specifičen pogled. Tega dialoga velikokrat ni, na ulici slišimo Jaša je Nulšen, en aktivist, ali pa tudi gospod Keber. Torej, kako res preseči, kako se poslušati in slišati? Mislite, da namenoma ne slišijo, ali kako bi res presegli to situacijo v Sloveniji? Ja, jaz mislim, da v bistvu je glavni problem prosvetljenost volilnega telesa. Je prvi problem, da jasno je tudi razumljivo, je treba na tem delati, ker jasno, če se boriš za lastno preživetje, kaj boš jedel, kam boš otroka oblekel, se tako, to ne moreš, to se pravi, treba dvigati nivo blagostanja. Drugi predpogoj je, da mora biti blagostanje čim bolj izenačeno in potem, da vzpostavimo pogoje, da bodo res iskreni, dobronamerni ljudje, ne glede na svetovnozorsko ureditev, ki jo nekako zastopajo, da bodo iskreni, dobronamerni, da bodo na prvem mestu skrbeli, da bo nam dobro, ne pa da bodo agenti ali pa aktivisti nekih drugih interesov, ki jih mogoče niti ne prepoznajo, da so. A to so zdaj, to so neki aktivisti drugih interesov? Ja, ampak lahko da vejo, da so, lahko pa tudi, da sploh ne vejo, da so. Čigavih interesov? Ja, to pa Dobro. To pa jaz ne vem. Imate pa občutek, da so to drugi? Imam različne, tako kot imajo tudi drugi, da imajo. Ja, no, lejte, vi ste med drugim, poleg tega, da ste direktor in lastnik zavoda pa kirurgije, imate tudi svoj medij. Povejte nam kaj več o tem. To je zdravniški portal. Zdravstveni portal. To je zdravstveni portal. Zdravstveni portal je tako... To je nekako prišlo iz moje duše, iz mojega srca, da v bistvu kjerkoli se ki piše o zdravstvu, je vse kontaminirano z marketingom, v glavnem za prehranska dopolnila, zdravila, opremo in vse to. In s financiranjem tega zdravstvenega portala sem želel omogočiti našim državljankam in državljanom dostop do informacij z področja zdravstva, 3 stebri, organizacija zdravstva, potem zdrav način življenja pa bolezni, da imajo možnost vstopati na ta portal, kjer imamo dejansko popolnoma neodvisno urednico in glavni stebr naše uredniške politike, da ni prav nobenega oglaševanja, tudi prikritega. In to mislim, da zdaj že kar 7-8 let financiramo in tudi kot urednica Diana Zajc, ki se včasih na delu ukvarjala z zdravstvom, redno poroča, je obiskovalnost teh dejavnosti kar v stalnem rastu in tudi ona to zelo dobro dela. Mi da se bomo mogoče vidva 2-krat na leto, tako da je res čisto popolnoma neodvisna pri tem. Dobro, zdaj vprašanje še, seveda bilo je obdobje covida, kjer smo imeli občutek, da ne komuniciramo najbolje. Kakšen je vaš občutek v tem času covida? Kaj se je v bistvu dogajalo? V času covida dogajalo se to, da je bilo to presenečenje za vse in tudi nihče tudi na svetu ni točno vedel, kako se tega lotiti. Bili so različni vzorci, eni zelo brez ukrepanja, kot veste Švedska, eni zelo rigorozni kot azijske države, rečemo Singapur
Kitajska in tako. Mi smo bili kje na sredini, a ne. Bili smo tudi zelo blizu tega prvotnega izvora v Italiji, a ne. Bili smo v času politične nestabilnosti predprejšnje koalicije in neke nove koalicije, ki je nastala prav po začetku covida. In seveda je težko biti zelo pameten, kako ukrepati. Sigurno bi pa lahko jo veliko boljše odnesli, če bi znali Slovenci takrat ali pa naši liderji malo pozabiti na to razcepljenost, na politični boj, a ne, in malo bolj skupaj stopiti, a ne. Tako smo imeli pa spet polariziran narod, a ne. In ta polarizacija je tudi zagotovo v kar precejšnji meri vplivala na naš relativno ne tako dober rezultat glede umrljivosti med covidom. Težka situacija, s katero smo soočeni Slovenci praktično vsak dan, ampak če ni covida, se ne odraža tako dramatično, je pa približno isto. A se vam zdi, da so se tudi zdravniki, vsaj v javnem smislu, v javnosti, v tem javnem mnenju, marsikomu zamerili? Mislim, kako jaz gledam zdravnikom in sestram so takrat ploskali, se spomnite. Ne? Ja, po prvem koncu. Tako zdravniškim poklicom ali pa kjerkoli je tako, a ne, da dokler ko ima državljan ali pa skupina ali pa cel narod zdravstvene probleme, smo najbolj oboževani. Ne? Ko nimajo problemov, smo pa zelo krivično ožigosani, da smo v pogovi v belih haljah, kar ni res prevladujoč pomemben vzorc članov našega poklica, izjemno predan, dober in tako. Jasno, to, kar se pa percepcija javnosti je pa zelo odvisna od tistih, ki to javnost kreirajo, ne. In zaenkrat ta koalicija ali pa ta vlada ne dela nič dobrega za ugled zdravniškega poklica. Zato se je zdravniška zbornica tudi odločila narediti prek ene profesionalne agencije anketo javnega mnenja. In dejansko, če bereš to v medijih, imaš slab občutek, če pa daš profesionalno izmeriti javno mnenje, je pa še vedno zelo dobro. Ne? Tako da s tem moraš pač živeti, ne? Tako kot v vsakem poklicu. Vse je to za novinarski zelo podobno. Zelo. Torej, tudi vi ste bili v enem obdobju predsednik zdravniške zbornice. Ne? Zdaj povejte mi, kako bi vi, če bi bili vi danes minister, kako bi vi rešili zdaj ta veliki zaplet, ki se nam obeta s to vlado, s tem sovraštvom do zdravnikov, s temi spremembami, ki očitno bodo prinesle več slabega kot dobrega. Kako bi vi to rešili? Ja, jaz bi najprej vzpostavil zelo iskren, argumentiran dialog s predstavniki poklica. Saj mi imamo v bistvu po večdesetletnem odmoru po drugi svetovni vojni od leta 1992 naprej zdravniško zbornico, ki je dobro in dobro deluje in tudi uveljavljena v evropskem prostoru in ima tudi mehanizme in podatke in skrb. To se pravi, bi ne se samo boril s sindikatom, ampak bil konstruktivni dialog za zbornico. In jaz se spomnim, ko sem jaz bil predsednik zbornice, takrat je bil Keber minister. Midva smo imela, rečemo, večkrat tedensko, a ne, večurne, ampak argumentirane in take razprave in je bil dialog, a ne. Seveda v določenih pomembnih vprašanjih se je on po svoje odločil, a ne. In ker se je čisto po svoje odločil, mislim, da je takrat tudi ključno prispel v temu, da je LDS na tistih zadnjih volitvah, ki je bil minister, tudi toliko zgubila, kajti takrat, a ne, uporabniki niso občutili njegovih lepih besed in energičnih, ampak so na svoji koži občutili, da se poslabšuje. Tako se pravi, jaz bi postavil nove temelje na podlagi dialoga, ne pa na podlagi nekega centralističnega odločanja. Samo nekaterih interesnih skupin, ne pa tistih ključnih, ki so zdravniška zbornica in zbornica zdravstvene nege. To so predstavniki reguliranih in samostojnih poklicov tudi po zakonodaji Evropske unije. Dialog, ne. Potem seveda lotil bi se zanesljivo malo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju.
to se pravi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer vidim, da je ključni problem ta, da večina deležnikov misli, da imamo Bismarckov sistem socialnega zdravstvenega zavarovanja, pa nimamo Beveridgeovga, sprav ZZS še vedno financira zmogljivosti prevladujoče, ne pa storitev, in zaradi tega tudi ne more aktivno kupovati programov zdravstvenih storitev selektivno, kjer so najdaljše čakalne dobe. To se pravi, ampak vse to bi delal isto v dialogu z ekipo, ki je izjemno strokovno usposobljena in tudi dobra in razpolaga z takimi masami, bazami podatkov, ki jih nihče nima v državi. Dialog, bi pripeljal. Tega seveda na koncu pa je treba sprejeti odločitev. Pooblastilo imaš, če si se prav odločil, boš nagrajen, če si se narobe odločil, boš pa odšel. Jaz sigurno, če bi sem se samo slabo odločil ali pa narobe, bom sam odšel. Ampak tako, vaša odločitev za to zasebno zdravstvo in zdravje je bila pa očitno dobra, ne? Kako se vidite čez 10 let? Čez 10 let. Čez 10 let bom jaz star 73 let, vidim se kot kakšen, ne vem, če ne bom imel demence, kot kakšnega rečemo modreca, ki me kdaj pa kdaj kaj povabili še povedati. Pa vaši posli? Posli bodo pa takrat zanesljivo že drugi vodili največ jaz. Doktor Marko Bitenc, najlepša hvala za vaše komentarje. Vse dobro. Hvala za povabilo. To je bil naš drzni zmagovalec, doktor Marko Bitenc. Hvala za pozornost in nasvidenje.